Moram takoj povedati, da vas imam zelo rad, otroke, ker ste lepši in svetlejši del našega sveta. Še sreča, da sem se lahko tudi jaz veliko igral, tako z besedami, kot z otroki. In to poklicno in doma. No, potem sta pa moja otroka malo bolj odrasla in sta prišla v leta, ko sta začela bolj razmišljati o svetu okrog sebe. Sta začela doživljati razne pustolovščine in potem sem se tudi jaz kar naenkrat spomnil vseh pustolovščin, ki sem jih jaz doživljal, ko sem bil njunih let. In sem se spomnil časov, ko sem bil jaz majhen, kaj vse me je takrat matralo, česa nismo vedeli, kaj je bilo treba raziskati. V šolo sem hodila rada, ker tam veliko izveš, vsega pa tudi ne. Zato sem rada poslušala pametne ljudi, ki se pogovarjajo, rada sem pa tudi veliko brala. Iz knjig izveš to in ono, ne samo zgodbe. Iz pustolovskih knjig sem se naučila kar precej zemljepisa, iz drugih knjig, kako so živeli v starih časih, kakšne rastline rastejo v daljnih deželah, kaj kuhajo Kitajci, kaj je severni sij in podobno. Kadar pišem za otroke, se namreč rad igram z besedami, kar prihaja do izraza tudi pri mojem pisanju za odrasle. Zame zven besede pomeni in pomen zveni in tega se držim od svojih avantgardističnih začetkov pred 50 leti, ogromno časa že, do današnjih dni. Sem pisatelj in novinar, kar pomeni, da zelo rad pišem. Sicer, kadar pišem na roko, tega nihče ne zna prebrati, vključno z mano, tako da sem zelo vesel, da obstajajo računalniki, ki potem pomagajo, da tudi drugi preberejo stvari, ki sem jih napisal. Vsi se vozimo z njo, pa nihče zato, ker se mu mudi, čeprav ona hitreje kot Formula 1 drvi. No, veste, kaj je to? Pomislite? 1, 2, ne ugibati, pomislite. Skupaj s svojimi učenci smo napisali knjigo, sem napisala knjigo Kakšne barve je tema in pomagali so jo ilustrirati tudi moji učenci slepi z ostankom vida in pa slabovidni. Ta knjiga je namenjena videčim otrokom, da bi videli, kako slepi lahko vse počnejo, lahko berejo, lahko pišejo, lahko se učijo. Najprej sem bila majhna deklica, pa nič dekliška. Zelo rada sem bila oblečena v kavbojke in puli in najraje sem ob popoldnevih igrala nogomet s prijatelji. Potem sem rasla in rasla in rasla in kar naenkrat postala mama. Takrat, ko sem postala mama, sem tudi začela pisati zgodbe. Najraje pišem knjige za otroke od 9. do 99. leta starosti. Če najdem koga, ki je mlajši od 9 let in bere mojo knjigo, mu na licu mesta dovolim, da jo lahko bere naprej. Če pa zalotim koga, ki je starejši od 99 let, mu na licu mesta izdam pisno dovoljenje, da lahko bere moje knjige. Najraje pišem tiste knjige, ki še niso napisane. Čisto tiho stopajo copatki. Gazijo po snegu 3 majhni škratki. Domek je še daleč, zebe jih ušesa, huda teta zima nanje sneg potresa. Prvi se zmrduje, sneg je huda reč. Drugi obupuje, kje je naša peč. Tretji ne posluša, v žeplo vi snežinke, rad bi si najlepšo spravil med spominke. Nič mu ne povejmo, da se bo stopila, da se v drobno kapljo kmalu bo prelila. Naj otresa hlačke, smeje se čez breg in lovi vročice
drobni beli sneg. Zdaj pa vam zaupam še eno skrivnost. Groznovilce si nisem izmislila čisto sama. Pomagal mi je moj sin. Nekega dne, imel je 2 leti in pol, je prišel iz vrtca in je ponavljal: groznovilca, 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 groznovilca. Meni je bila ta beseda zelo všeč in sem ga vprašala, a je to pravljica, ki ste jo brali v vrtcu. In on je odkimal. Trdil je, da niso in da taka pravljica ne obstaja. Ko sem pogledala še v Google, je bilo vse res. In takrat sem si groznovilca vzela za svojo. Včasih se pa zgodi, da pišem knjigo o nekom, ki ga poznam, ker me je tako navdušil. In taka je pa recimo moja knjiga Gospa s klobukom, v katerim sem pisala o stari teti mojih otrok, ker je taka zelo, zelo zanimiva oseba, zabavna in nenavadna. Obema te resnični gospe, pa te mojemu liku v knjigo je ime gospa Ljudmila in obema je skupno tudi, da sta po poklicu šivilji v pokoju. Kot knjižničar seveda posojam knjige bralcem, so pa v knjižnici tudi takšne knjige, ki se kdaj sposodijo mene, oziroma moje pesmi, moje pravljice. V življenju imam rada marsikaj, gozd, živali, morje, glasbo, ples, ampak od vsega imam najraje knjige. Najtežje od vsega pa se mi zdi napisati knjigo, ki bi ugajala bralcem malim in velikim in bi pripovedovala samo o povsem običajnih knjižnih junakih, ki se jim dogajajo povsem običajne stvari. Nič pretresljivega, nič velikega. Čarati znam, res, ampak čaram samo za otroke. Tiste otroke, ki imajo domišljijo. Če pa domišljije nimajo dovolj, jo pa začaramo kar skupaj. Prav zares. Kot aktiven jamar že prek 13-14 let in jamarski reševalec sem si želel napisati knjigo o jamarstvu in jamarskem raziskovanju. Slovenija je tipična kraška dežela, kot švicarski sir preluknjena z jamami. Tako nekako se mi zdi, da me to pisanje ni nikoli zapustilo. Pisal sem tudi za gledališče, predvsem sem pa pisal za otroke. Že kot zelo, že v osnovni šoli imel sem mlajšo sestrico, 7 let, Vito Živo, in sem za njo napisal eno celo zbirko od pesmic. Zdaj se je vse to nehalo. Druga pesem in vse manj rezerv. Nobenih rezerv, tako rekoč. Moram držati jezik za zobmi, če tudi mi kruli v želodcu. Zdaj ne bi šla v poboljševalnico, ker sem še premlada. Bebo je enkrat rekel, da ne smeš prezgodaj v poboljševalnico, ker te zgazijo kot črva. No, ko obiščem kakšno šolo, me otroci skoraj vedno vprašajo, kje in kdaj dobim ideje za zgodbe. In jim povem, da se to običajno zgodi ravno med miganjem, najpogosteje med tekom ali veslanjem. Enkrat mi pa je en fantek rekel, a veste, da sem jaz to vašo knjigo o drehtih, pekcih, bukcih, smukcih prinesel domov babici, pa je pogledala, pa je rekla, te svinarije ti pa jaz že ne bom brala. Sem rekel, kaj si pa pol naredil? Ja, pa sem mogel pa sam prebrati. Najstniki so mi blizu. Namreč v tistih letih si postavljamo celo vrsto vprašanj, no to pa do konca življenja poskušamo odgovoriti, vsaj na nekatera. Rodil sem se v Celju in to ne sam. Pri prihodu na svet me je spremljal bratec, svet dvojčka. Ker niso vedeli, kako bi naju ločili, so naju označili z rdečim in modrim trakcem, med nekim kopanjem pa so se trakci zamenjali. In literatura se je pa začela pri meni tako. Zelo, zelo veliko sem brala, vse skozi berem, ampak hkrati pa tudi ustvarjam. In začela sem, lahko rečem, s pisanjem za odrasle. In prve zgodbe, kratke zgodbe sem pošiljala na literarne natečaje in če literarnih natečajev ne bi bilo, po moje ne bi nadaljevala. V nekem trenutku sem pa začela s pisanjem tudi za otroke
In sicer tako, da sem pošiljala na razne otroške revije. Pripovedujem pravljice tako otrokom kot odraslim in ravno to me je pripeljalo na pot pisateljevanja. Ustvarjanju za otroka pravzaprav namenjam neko posebno pozornost, ki jo težko opišem drugače, kot da pač ustvarjam za otroke enako resno in z enako odgovornostjo kot za odrasle. Velikokrat me vprašajo, kaj počnem v prostem času, in jaz jim povem, da ustvarjalci, pisatelji pravzaprav ne ločimo med delovnim in prostim časom. Probal sem napisati zgodbo, ki je dinamična, ki je zanimiva, ki pa hkrati naše mlade bralce tudi nekaj malega nauči. Pri tem sem uporabljal vire arheologov, ki se ukvarjajo pač z našo preteklostjo, in tako sem v zgodbo vključil na primer najstarejše kolo na svetu, ki so ga odkrili prav na Ljubljanskem barju. Potem bo pa mogoče kdaj koga od vas posedli v društvu pisateljev na tale stol in ga bo en zelo prijazen, predat gospod snemal tako kot danes mene.